Kdaj napovedujete, da bo prišlo? Čakaj, daj so rekli, tam je okrog oktobra, konec oktobra, nekje pač hoče, pač točni datum, ne vem, kdaj je sobota pač tista. Spet nekako v podobnem formatu, kot je že bil, torej ta festivalski način, ali zdaj bo manjši, enodnevni? Enodnevni dogodek. Bazar boš verjetno vključil definitivno. Bazar bo definitivno vključil, ker je pač... Ja. Dejansko ljudje se lahko iz ulice potegnejo noter in so dejansko prišli kupiti. Ljudje, ki so random hodili. Jaz sem tako eno sceno se spomnil zadnjega dogodka, ko smo imeli v lani. Taka scena sem jaz se letake delil za bazar in tako hodim po ulici, veš, delim, pač tam vidim tam eno tako depresivno, čisto punco, najstniških let, z staršem, pa za svojo sestro hodita, ne vem kaj, takrat neki event je bil, v glavnem hodi tam tak potrta, hodi poleg, grem mimo, pa sem mislil, zakaj pa ne, pa ti se tam papir v roko, pa tak grem par korakov, pa tak gledam nazaj, pa tak viš, mami, čisto ne, in so že prišli, tisto, tako random, veš, čisto, street promocija, kar lepi, mislim, da so bili naši prodavci kar zadovoljni z prodajo, Šli si pa nekomu polepšal dan. Definitivno, to je najboljša stvar. Če starše, ne toliko verjetno, ker so Koliko prodajalcev, da si predstavljam malo fizično, koliko prodajalcev, koliko velik obseg je bil tega? Takrat na bazaru 4 so bili samo. Ampak prosto smo imeli malo manjši za tisti dan, tako da za naslednjič bomo imeli celi inkubator na voljo. Ste tukaj imeli kakšno predpromocijo tega? Ste iskali te prodajalce ali so vas kontaktirali? Prodajalce so pač napisali, da pa pač bazar, pa če pač... Če hoče kdo prodati kako staro robo, takega ne. Žena se kontaktira, ne, pač... Zdaj smo imeli enega artista, smo vzeli, pa dva, ko sta imela svojo, pa pač mi smo še nekaj našega prodali. Sprašujem zaradi tega, ker recimo Umiko je rekel, imamo konvencijo in se je prijavilo, na koncu so imeli 45, mislim, da artistov. So se prijavljali, so danes spraševali obseg, kako bo to. Zato mi je zanimivo. Nekaj manjšega, ker pač ne moremo, ni prostora. Ni prostora, mi imamo čez 50, maksimum 100 ljudi prostora. In če bi Mokomacori dejansko nastal večji, se verjetno ne bi več dogajal v kulturnem inkubatorju. Kako bi izgledala ta konvencija tako? Kakšen prostor bi bil to? Moja scale, tako kako je bilo takrat za Zveze prijateljev mladine. A v bistvu Maribor sploh ima nek še tako konvencijski prostor? Dvorana, Tabor. A to je edini, ki ga imajo, recimo. Imaš še Ušec, ima kar nekaj. Imaš prostora še. Ušec je dejansko, mislim, da največji, če se... samo da se tako lahko, pa so ti se isto, telovadnica je pač... Telovadnica je, ampak lahko prekate razdeli se. Na 3 prekate se lahko da... V bistvu vse šole, nacionalno srednje šole v Mariboru ima kar velike dvorane. Je že bila pač v preteklosti ena ideja, druga gimnazija pa ne vem kaj se še je bilo. Ja, mislim, da je kar veliko dvorano. Mislim, so, ampak sploh tako šole ali pa to ne draž, pa mislim, da pač kaj je... Samo tista glavna dvorana, ne? Ja, Tabor je pač tista res, Ampak dobro. Ampak dvorana Tabor tudi nima, tako če gledaš tudi isto varianta, eno veliki prostor in to je to, ne? Ena velika... Večja dvorana in potem imaš majhnih koridorjev, ampak koridor, recimo, en koridor so porabili za artiste. Predavanja, naprimer, ne bo primerna, ne? Predavanje ne, to definitivno ne. Ja, dobro bi mogel v bistvu nekako obziditi, da ne bo cela dvorana, ker če ne ozvočenje, ne, problem. To če da gledaš, to smo se ravno v avto pogovarjali, ko sem vozila, pač v Sloveniji Nemčiji obstaja neka taka varianta, kaj bi lahko, če bi NMN šel še na širše, kam sploh? Mislim, NMN gre lahko širše. Problem je, da ne gre širše zaradi tega, ker se drži 3000 omejenih obiskovalcev. Oni trenutno izrabljajo mogoče 50% kapacitete ali pa še manj. Gospodarskega razstavišča ima še eno dvorano, ki je še večja, noter lahko spraviš 8000 ljudi. Torej, absolutno lahko povečaš na istem prostoru, samo to so potem stroški, ki si jih predstavljaš. Plus, tudi če bi pokril stroške, tudi če pokriješ stroške, prepričan sem, program se da narediti, ampak potem imaš birokracija, imaš policija, imaš zdravstvene delce, imaš vse to in ta del, veš, kako dejansko ohraniti oziroma zagotoviti varnost teh obiskovalcev. Pač to je tako, rabiš pač veliko več ljudi, ki ti bojo zagotovili to. Pač preprosto, to je tisto, kar stane največ. Prav,
varnostne zadeve. Pri nas definitivno zdaj, če bi šli večje, zdaj, ne vem, ali bomo šli res na veliko, smo se pogovarjali, potem Dvorana Tabor pomeni Ušec. veliko? To sem pa že tako rekel, da pod Mladko našel, pač Marko pa vsi stali, pač te pa lepo aktivno za... Pač problem nasploh, po moje, po moje pri nas, tudi po moje vse posod drugod, tudi po moje za Mofokun, kako sem tak slišal po ovinkih, je problem, da ljudje nočejo delati za stoj. In to je problem mladine danes, pod Mladka, tako pravimo. Pač vsi imajo neko željo, da bi bilo nekaj veliki, kot vedno, se tudi v naših časih, ampak da bi dansko primo nekaj za to. Tudi pri nas ponovaj smo samo 2-3, smo 4, ajde, smo face delali, ostali pa, ja, kaj rabiš pomagati, kaj? Ja, rabim tam tisto, ok, dobro, bom. Kdaj? Ja, bom. Veš, Probite dost prej promovirati, da iščete te prostovoljce. Se mi zdi, da nekaj bi si jih vse nabrali, ker tudi na Umiku jih je bilo pač precej. Zdaj manjše dogodke, če smo mi dovolj, ampak če bo kaj večjega, pa definitivno. Če bo to v Dvorani Tabor, ne vem, kako planirate, kaj bi bil vajen tako optimalen prostor za to? Tabor ali Ušec. Kako pa izgleda Ušec, kaj je to? Samo imajo manjše prostore. Oni imajo manjše prostore, imajo dansko predavalnice. Kaj je to, šola? To je od fakultete, to so univerze. Za Štukom zadaj je pač. Univerzitetni center je to v bistvu. Oni imajo to je pri Štuku. Univerzitetni športni center. Športni center. To je velika dvorana, gromozanska velika dvorana. Mislim, da je celo... Pač tam dejansko imajo pač valete pa za te zadeve. Ja, za valete. Torej je za koncerte. Koncerte, mislim, da ne. Za stojišča, ja. To se zamenimo tam pri Cineplexu, tam... Ne, gori za Štukom. Za Štukom. Je bila tudi opcija, ko smo se pogovarjali enkrat, da je imel če Cineplex ali pa Maribox bil dovolj. Maribox je danes bil zainteresiran za nas. Kje ima Maribox dvorano, ki lahko tako, imaš oder in podobno? Celotna stavba. Ja, ampak nekje rabiš glavno dvorano, kjer imaš lahko oder. Spodaj, ko je za klub prostor. Meni je tam predvsem majhen koridor deloval, ne vem. Ampak dejansko še ena cela spodna etajna. Ok. Vam zaupam. Nisem prehodil celega Mariboxa, ampak... Spodaj še imajo, ko je še klub bil, pa ne vem, kaj se še zadeva. Ta spodaj, ko nikoli nisem bil. Če tako govorimo za prostore, pa če že res gremo zdaj, da bi šli zasanjano, gledano, ne na zadnje tudi Europark je face zagrižen za content. In če rečeš Europark prostora imajo po ulicah njihovih car-faced. Tako da, če bi res kaj še šel, pa če bi res bil zainteresiran. Spet ne moreš nekako omejiti. Ne moreš omejiti, je face prehodna zadeva, ampak problem je, pa tudi mislim, oni so face zainteresirani za take stvari, ne na zadnje. Ampak moraš pa tudi drugo sprat gledati, da pa je malo razpotegena zadeva. In tu pa res potem rabiš osebja gadno. Ja, seveda. In je potem to ni več convention, to je potem neki odprt dogodek, ki je kot neki festival potem. Plus to ni neka mislim, tukaj rabiš potem tehnično osebje, prav od Europarka in tukaj je ogromno, od varnostnikov bi rabil precej. Ni tako kot šola, naprimer. Predvsem na Havakuk, mislim, da imajo veliko dvorano, če se ne motim. Hoteli, recimo, hoteli imajo tudi svoje dvorane, ampak ne tako velike. Ok, izgleda, da je exciting, da se bo nekaj dogajalo, Marijo. Nekaj definitivno planiramo, to lahko damo toliko malo teasera. Vse sem rekel, to so 3 vulkanske točke in zdaj sem čakamo na tretjo, da se bo nekaj odvilo, ker Maribor je ima precej cosplayerjev, je kar precej velika skupnost. Na naših dogodkih je dobro niso hoteli biti ravno kolektivni, ne? Ja, veš, ker premali smo, veš, to je tisti problem. Morate probite lipo fejce narediti. Ja, se to je vedno problem. I guess, da rabite dobrega prvega partnerja, ki vas ne bo gliho klestil precej finančno za najem dvorane ali česarkoli, ne prvič, zato ker delate prvič. In zelo dobro bi bilo tudi, če lahko odložite večino plačila po dogodku, zato da se nekako pofinancirate z vstopnicami in podobnimi stvarmi. Ker predstavljam si, da veliko vložka ne bo prišlo pred eventom. Razen, če boste imeli sponzorje, jaz ne vem, kako mariborski sponzori delujejo, mogoče delujejo drugače, kot ljubljanski. Kdo je sponzor Lenta? Tu je ena opcija še. Narodno je tudi opcija, načeloma. Lent ni kot... Kdo sponzorira Lent? Kaj je Lent v bistvu festival Lent? Gromozanske sponzore so to, niso mali sponzori. Zavarovalnica Maribor je večina pa Nova KB. Sta glavna sponzora, ne ponavadi. Vsi imate velika podjetja, če imate zavarovalnice in banke in podobno. Maybe they all be,
Probite, ja. Se ta rad teži. Sponzorje. Težimo in vedno, ja. Ja, moraš, drugi neš.